Pozdravljeni! Čez dober teden se bo začelo obdobje predstavitve bolidov za sezono 2024. Poglejmo si skupaj, kdaj bo posamezna ekipa opravila tu svojo dolžnost in kaj lahko od teh predstavitev pričakujemo. Vsi mi, navdušenci, navijači, z nestrpnostjo pričakujemo začetek tega obdobja, ko bodo ekipe pokazale, kaj so pravzaprav pripravile za prihajajočo sezono 2024. Kot običajno bomo morali biti pozorni, namreč nekateri nam ne bodo pokazali aktualnega bolida, temveč samo spremenjeno, posodobljeno barvno shemo. Nažalost je to trend, kateremu lahko sledimo že kar nekaj zadnjih sezon. In danes vam bom predstavil tiste uradne datume, ki so jih ekipe objavile za razne predstavitve in poleg tega še tisto moje osebno pričakovanje, kaj bodo pokazale. Ali nov aktualni bolid, ali pa le barvno shemo in razlago, zakaj je tako. Verjamem, da vsi vseh predstavitev ne boste spremljali, še posebej ne v živo, ampak vseeno. Začenja se v ponedeljek 5. februarja, ko sta na vrsti kar dve ekipi. Steak oziroma Sauber bo predstavil svoj bolid C44 v Londonu. In tu imamo dve varianti. Namreč najprej je velika verjetnost, da bodo pri ekipi večjo pozornost dali novi barvni shemi, ki poleg črne bo predvsem vsebovala zeleno barvo po samem pokrovitelju. Ampak tudi v preteklosti, ko se je ekipa še imenovala Alfa Romeo F1 Team oziroma Alfa Romeo Racing, so nam s kakšnim virtualnim delom v sami predstavitvi pokazali marsikateri del novega aktualnega bolida. Zato tu, na tej prvi letošnji predstavitvi, sem dokaj optimist, da bomo videli kaj novega. Ampak na to imamo tisto drugo predstavitev, ki jo bomo lahko spremljali v ponedeljek. Namreč ekipa Williams bo predstavila F46 in to v New Yorku. Predstavitev po srednjeevropskem času bo verjetno pozno ponoči ali zgodaj zjutraj v torek. Že to, da bo predstavitev v New Yorku, nam nakazuje na to, da pri Williamsu novega bolida ne bodo pokazali, temveč samo maketo, odeto v nove barve s kakšnim novim imenom. In tu je treba poudariti, da prav pri Williamsu v preteklih letih so nam mnogokrat na predstavitvi pokazali samo nekaj renderjev, kjer je bilo, kar se tiče oblik, vse drugo, kot naprimer tisto, kar smo potem videli na progi. V obeh primerih bomo verjetno morali počakati tisti shakedown ali snemalni dan pred odhodom na zimska testiranja, da bi dobili določene potrditve. Če smo 5. februarja imeli dve predstavitvi nekako na urniku, imamo na to 7. februarja le eno. Alpine. Predstavili bodo svoj A524, lokacija ni znana, ampak verjetno nekje med Veliko Britanijo ali bolj verjetno Francijo. Namreč poleg ekipe Formule 1 bodo predstavili tudi prototip za vztrajnostne dirke Endurance in seveda novo vozniško zasedbo. Tu bomo morali biti pozorni, kolikor bo prisoten tudi Mick Schumacher, ki se je pridružil tej strukturi. Ampak zopet vprašanje, ali bomo videli
pravi aktualni bolid. Pri Alpinu v preteklosti smo zopet bili deležni kar nekaj renderjev, ki so bili oddaleč v grobem podobni na tistemu realnemu bolidu, ampak kot ponavadi je bilo ogromno skrivanja. 8. februarja je na vrsti ekipa, ki je dobila tisto rahlo kontroverzno ime Visa Cash App RB, kakorkoli že jo bomo imenovali. Njihova predstavitev v Las Vegasu. In tu zopet pride v upoštev vse tisto, kar sem omenil pri Williamsu. Govorice iz ozadja nekako kažejo v smeri, da bomo videli verjetno kakšnega Alfa Taurija v novi barvni shemi in seveda tudi pričakujemo lahko, da se bo zgodilo kaj takega, kajti iz Las Vegasa se ne bodo vračali v Faenzo, da bi potem na vrat na nos odšli na zimska testiranja. A raje bodo v Združene države Amerike poslali nekaj oddaleč podobnega bolidu Formule 1 in se nato iz Italije verjetno malce bolj udobno odpravili na sama zimska testiranja. Predtem bodo mogoče izkoristili priložnost še na snemalni dan, naprimer na progi v Imoli, ukolikor bodo vremenske razmere prave. In tu je seveda treba poudariti, da pravzaprav ekipe, ki bodo bolide predstavile v prvem tednu, bodo skušale zakriti vse tiste podrobnosti, da bi jih konkurenca ne bi videla. 12. februarja je na vrsti Aston Martin in AMR 24. Predstavitev seveda v Silverstonu, kjer ima ekipa sedež in praktično, ki se nahaja tik pred vrati same znamenite proge. Torej, lahko bomo videli res aktualni bolid, ki bo takoj zapeljal na asfaltno površino. In tu verjetno velikih skrivalnic ne bo, čeprav kot običajno slike za javnost, za nas, bodo posnete iz rahlo bolj neugodnih kotov. Ampak 13. februarja bo verjetno vrhunec predstavitev za mnoge ljubitelje Formule 1. Namreč pokazali bodo novega Ferrarija. In tu prihajamo v rahlo kontroverzno področje. Če so pri Ferrariju nekako tradicionalno bili prvi, ki so vsako leto pokazali svoj bolid, kot ste dobro razumeli, letos ne bo tako. In tudi v resnici bolida ne bodo pokazali. Namreč predstavitev ne bo v navednicah realna, temveč virtualna. Podobno kot takrat, ko je razsajal COVID-19, naprimer oba voznika bosta imela tiskovno konferenco prek Zooma. In mi, navdušenci, ne vem, če bomo videli aktualni bolid, ampak bomo lahko deležni samo raznih renderjev, kjer bo kot običajno več zakrito kot odkrito. Govori se, naprimer, da pri Ferrariju bo še zmeraj prisoten tisti bypass duct, ki je takšno presenečenje bil na začetku lanske sezone na sami predstavitvi, ampak nato hitro utonil v pozabo, ker v bistvu bolid ni bil konkurenčen. In tudi tu se poraja vprašanje, so tole govorice, da bomo občudovali lahko tisto, kar poznamo kot SF Pomišljaj 23 v novih barvah, ali ne. Nato na vrsto prihaja 14. februar in dve predstavitvi. Najprej Mercedes 2V15 na progi v Silverstonu, ker je zopet velika možnost, da bomo videli pravi aktualni bolid, če bodo pri Mercedesu, kot je v njihovi navadi, tudi takoj zapeljali na progo, ne bo dosti priložnosti za skrivalnice. In istega dne bomo lahko videli tudi McLaren MCL38. Pri njih so barvno shemo že pokazali, torej nimajo nobenega izgovora, zakaj nam ne bi pokazali pravega bolida. Po potrjenih datumih bodo zadnji svoj bolid predstavili pri Red Bullu. In tu je zopet potrebno biti izjemno previden,
Namreč vsaj v zadnjih 2 sezonah pri Red Bullu na predstavitvi nam aktualnega bolida niso pokazali niti od blizu. Vemo, da se bo klical RB20, kar je bilo nekako logično, in obstajajo kar močne govorice glede tega, da Visa bo eden izmed glavnih pokroviteljev tudi tu. A glede na to, kaj bomo videli 15. februarja in kje bo predstavitev, ni nobenih, ne uradnih, še manj pa neuradnih novic. In seveda, marsikdo izmed vas je opazil, da sem predstavil datume 9 ekip, ki bodo napravile tisto uradno predstavitev. Manjka nam še ekipa Haas. Kot običajno nas bodo presenetili z renderji tistega, kar bo njihova barvna shema. Vsaj tako so napravili v preteklih sezonah in povzeli kar nekaj pozornosti, ko so nas tako v navednicah presenetili. Na to imamo 2 varianti. Ali nam bodo pokazali nekaj takšnih posrečenih fotografij celotne ekipe, ko bodo sestavili v Brentburyju bolid, ali pa tik pred začetkom samega zimskega testiranja bodo napravili tisto formalnost, ki jo pri njih smatrajo kot predstavitev. Zato pri ekipi Haas ne smemo biti presenečeni, če v resnici pravega bolida do zadnjega trenutka ne bomo videli. Tako, prišli smo do konca. Vsakdo izmed vas si tako lahko zapomni, kdaj bo dan predstavitev tiste ekipe oziroma tistih ekip, ki so mu najljubša. Kot sem že omenil, bom sam strmel za tem, da bom čim bolj ažurno in čim bolj natančno napravil podrobne analize, ko bo čas za to. Ampak za danes, za sam koledar predstavitev bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.